Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kaj je gibalna količina. Gibalno količino navadno označujemo s P in je enostavno masa krat hitrost telesa. Mirska enota od gibalne količine je kilogram krat meter na sekundo. Sedaj, velja tale zakon. To F krat delta T imenujemo sunek sile ali impuls. Impuls je enak spremembi gibalne količine. Sprememba gibalne količine je enostavno končna gibalna količina minus začetna gibalna količina. Torej, ta delta T je interval časa, v katerem deluje ta sila. Če neka sila deluje nekotero za nek interval časa, mu podeli določeno gibalno količino. In torej zdaj zato, da dokažemo to, je precej enostavno. F krat delta T napišemo, znamo po drugem Newtonovem zakonu, da F je m krat A, in še krat delta T. In torej pospešek A je sprememba hitrosti deljeno čas, ki je bil potreben za to spremembo, torej V minus V nič ulamino T, krat delta T, tukaj se krajša delta T. Imamo M, ki množi to razliko, torej M krat V minus M krat V nič. In to je prav gibalna količina. To je končna gibalna količina minus začetna gibalna količina in to je prav sprememba gibalne količine, torej to smo videli. Sedaj vidimo, kaj pravi zakon o ohranitvi gibalne količine. Torej imamo nek sistem teles in predpostavimo, da F je nič, da vsota vseh sil, ki delujejo na sistem, vseh zunanjih sil, je enaka nič. Torej, ni nobene zunanje sile, ki deluje na sistem teles. Ker rabimo to formulo, vidimo, da torej tudi sprememba gibalne količine mora biti enako nič. Ampak sprememba gibalne količine enako nič pomeni, da gibalna količina se ne spremeni. Ali pa lahko napišemo drugače, je končna gibalna količina minus začetna gibalna količina enako nič, torej končna je enaka začetni. V primeru, da ne delujejo na sistem zunanje sile, se ohrani gibalna količina. Vidimo v enostavnem primeru, imamo dva vozička z različnima masama, oba mirujeta in torej gibalna količina tega sistema je enaka nič, ker obe masi mirujeta, torej masa krat hitrost, če hitrost je nič, tukaj je nič gibalna količina. In vmes med njima je vzmet, ki je skrčena. Potem vzmet se razširi in se vozička se oddaljita v nasprotnih smereh, vsaka s svojo hitrostjo. In torej, kolikšna je gibalna količina sistema zdaj? Je gibalna količina tega plus gibalna količina tega, m1 krat v1 plus m2 krat v2. In to mora biti enako nič, ker mora biti enako začetni gibalni količini, ker se je ohranila. Ni bilo zunanjih sil. In sedaj, če recimo, da iščemo v2, torej ta člen, prvi člen damo na drugo stran, torej m2 v2 je enako minus m1 v1 in še, če nas je zanimala druga hitrost 2, delimo z m2 in napišemo v tej obliki minus m1 vlomimo m2 v1. Ta predznak minus nam poenostavno, da hitrost 2 in hitrost 1 imata nasprotno usmerjenost, kar je jasno iz tega, kar se dogaja. Sedaj, recimo, da masa 1 bi bila 3 krat masa 2. Tukaj bi imeli 3, da bi imeli razen zdaj smeri, usmerjenosti, da hitrost 2 bi bila 3 krat hitrost 1. Če pa m1 enak m2, bi imeli v2 enak v1, razen tega, da je 1 proti desni in proti levi. Ja, tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.